Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robi in Matevž. Zdravo. Robi, a si videl to? Zdaj vsakič drugič si Robi. Zdaj malo spreminjaš ta napovednik. Ja, veš, da se ne bojo poslušalci razvadali, ne? Lahko pa danes napovedava gosta. To je Matko Mijoč. Pozdravljen. Pozdravljeni. On pa prihaja iz Baldini studija in mogoče za začetek, Matko, povej enih par besed najprej vse, pol pa začnemo pogovor. Pozdravljeni vsi skupaj, ki nas zdaj poslušate. Sicer sem Matko Mijoč, sem vizualni umetnik, nekako prehajam med tremi različnimi mediji, fotografijo, slikarstvom in kiparstvom. Sem pa tudi direktor Baldini studija. Baldini studio je v bistvu podjetje, ki je bilo ustanovljeno lani marca. In sicer je to hčerinsko podjetje Baldini Studia iz Zagreba, ki je pa v bistvu na trgu že nekih 20 let. Ukvarjamo se pa z BIM-om, v bistvu z BIM programsko opremo, med katero spada različni programsko opremo od Alplana, pa vse tam neke ideje statike, Precasta, Parabuilda, AX 3000, Bluebeama in tako dalje. Če smem jaz malo skočiti, da pa povem, kako smo mi se sploh povezali. Jaz sem v bistvu srečal, mislim, da direktorja te hrvaške podružnice na eni konferenci v Zagrebu in sva se začela pogovarjati pač tako in to je bil gospod, kako mu rečete, Gianmarco? Gianmarco, ja. Ja, Gianmarco Čurčić Baldini, mislim, da je tudi lastnik tega podjetja, ne? Tako, ja. In so se tako pogovarjali, ne, če bi prišel v goste, pa tako naprej, in je rekel, ja, v redu se slišva, no, in potem sem ga dejansko kontaktiral, rekel, mi imamo pa od marca podružnico v Sloveniji. Jaz moram priznati, da tega sploh nisem vedel. Pa bi bilo moje vprašanje, no, ta hrvaška podružnica, če se ne motim, se je najprej ukvarjala z arhitekturo, pa se je šele potem začela ukvarjati z BIM programsko opremo in tudi, če se ne motim, se je najprej v bistvu z Allplanom začela ukvarjati, je tako? Podružnica je bila tako ustanovljena v bistvu kot navaden arhitekturni biro. No. Pa nekje s časom so začeli seveda z BIM-om pa z Allplanom. Pa v bistvu Gianmarco gotovo, da je na Hrvaškem oziroma v celi bivši Jugi izredno na eni strani zanimanje in pomanjkanje tega BIM-a in je začel počasi to nekako implementirati v druge biroje. In kasneje je gotovo, da se bo v bistvu predvsem usmeril v samo implementacijo BIM-a oziroma prodajo teh programov in plus podporo, ne, kar je v bistvu ena temeljnih stvari Baldini studija. Se pravi, da na eni strani ne samo, da ti prodajo ta program oziroma da ti prodamo ta program, ampak da ti pač nudimo podporo. Bodisi da gre to za neke tečaje uporabniške ali pa pač neka tehnična vprašanja pri sami uporabi programov. Tako da recimo danes na področju podpore deluje že 20 inženirjev, na celi področju bivše Juge, recimo samo v Sloveniji so 4, ki skrbijo samo izključno za tehnično podporo, se pravi podporo uporabnikom. Mislim, meni je zelo zanimivo, ker jaz se najbolj spomnim takrat, ko sem se z Gianmarcom pogovarjal, da mislim, najprej, pravkar sem se spomnil, nisem ga najprej v Zagreb srečal, ampak sem ga najprej srečal na enem dogodku, ki ga je organizirala Ksela. No, in tam je kazal neke gradnike za Wienerberger, če se ne motim, neko hišo, neki se je modeliral in da se najprej, mislim, da modelirali za hrvaško podružnico, potem tudi za slovensko ali nekaj takega, ne. In se mi zdi, da je bil to takrat ta točka preloma, ker se je potem studio usmeril čisto v druge stvari. Pa me zanima tako, a se še vedno ukvarjate pač tudi s temi pametnimi gradniki za posamezna podjetja ali bolj tako samo podpora pa trženje programske opreme? Na to nismo pozabili. Je pa to v bistvu zdaj trenutno v Zagrebu se to dogaja. Recimo Slovenija je zdaj na samem začetku, se pravi, mi smo zdaj tukaj od marca. Marca smo se odprli, se pravi, tam nekje konec aprila smo dejansko začeli delovati. In na tem samem razvoju še nismo delali, ampak je tudi to v planu, vsekakor. Ker ideja je ta, da bi v bistvu, se pravi, to matično firmo, ki je v Zagrebu, prenesli tudi v Slovenijo. Se pravi, da bi bilo to isto, kar se dogaja tam, se bo dogajalo tudi v Sloveniji.
In mogoče, če nadaljujemo ta vprašanja okoli pač prehoda recimo na ta slovenski trg, tako iz prve roke, kakšno je zanimanje, kako v bistvu sploh to, recimo, ne vem, koliko je bil Baldini Studio hrvaški, ne, poznan v Sloveniji, kako v bistvu na ta trg pridete, v bistvu je sprejema nove igralce, recimo na tem BIM področju, ker enih parih je, ki pač, ne vem, prodaja Alplan, prodaja Archicad, Revit in tako naprej, ne. Zdaj se še en pojavi, v bistvu, kako počas, kako je s tem, no? Kako ste začeli in kako se stvari razvijajo, no? Burno, kot vsak začetek. V bistvu trg nas, moram reči, da na začetku ni sprejel, verjetno zaradi tega, ker smo pač novi, noben nas ni poznal. S časom so nas nekako začeli dojemati kot neko desno roko, se pravi, kot nekoga, ki jim je pomoč, ki jim stoji za hrbtom. Takrat, ko potrebujejo, jim lahko pomagamo. Zdaj na trgu, ko smo prišli, smo mi pač prevzeli zastopstvo za Allplan. Takratni zastopnik je imel še par mesecev, da zaključi svoje posle. In je bilo v bistvu to neko prehodno obdobje, bilo precej mučno in za nas, in za njih, in za Allplan. Ampak nekako smo ga uspešno prebrodili, tako da zdaj smo ok in zadeve so začele funkcionirati. Sam BIM oziroma moj pogled, kako to ljudje dojemajo oziroma kako so nas sprejeli na trgu, ja, to je pač samo še eden od izmed teh ponudnikov, ki nam želi prodati nekaj, kar sploh ne vem, če potrebujemo, in seveda trenutno nimamo denarja in se nam to zdi nepotrebna investicija. To so bili tisti prvi odzivi. No. Ampak, kot pravi, sčasoma so nas poznali in so ugotovili, da pa pač nismo tako bav, ne grizemo in da delamo res ogromno na tehnični pomoči. Se pravi, da nismo samo, v bistvu nam sploh ni interes to, da nekdo kupi program in ga spravi v predal in z njim nima kaj početi, ampak nam je v bistvu ključnega pomena, da začne ta program uporabljati. Se pravi, da je win-win situacija in na naši in na njegovi strani. Brez tega se nam zdi popolnoma brezsmiselno to početje. No, ta tehnična podpora očitno je nekako izstopa ali pa želite v bistvu imeti res nekaj oziroma pač, da boste znani potem, ne? Pa si rekel, omenil si, da so 4, a sem prav slišal, da so 4, ki nudijo tehnično podporo tle v Sloveniji? Plus teh 20 iz bivše Juge. Sistem je nekako postavljen tako, da v bistvu deluje v celoti. Te 4 ekipe so že v bistvu starejši uporabniki ali pa, ki so to delali že tudi v preteklosti. Aha, no, vse to je bilo glavno moje vprašanje, v bistvu, se pri tem povezujete z matično firmo na Hrvaškem, pa mogoče predvsem tudi to, me prav zanima me v bistvu, koliko je takšne tehnične podpore, ki jo končni uporabniki uporabljajo, recimo dnevno ali pa mesečno, koliko je tega? V bistvu, če zvrnemo na dnevno, je recimo, da reč tam, med 5 pa 10 klicev mailov na dan, različnih uporabnikov, z različnimi vrstami problemov. Ene so hitro rešljive, ene so pa že v bistvu, če potrebujemo ljudi časa. Zdaj, držimo se tega, da pač pravimo v 24 urah rešiti vsako stvar. Zdaj, koliko gre za lažje stvari, seveda so to tako rešljive v roku pol ure, pa lahko v bistvu pač stranka nadaljuje, oziroma arhitekt oziroma inženir nadaljuje s svojim delom. In tako da smo res tam takoj. Kakšenkrat so pa stvari, ki so v bistvu je vprašanje globje in se je treba pač malo več posvetiti. V vsakem primeru pa težimo k temu, da nikoli ne rečemo ne da se, ampak vedno probamo najti neko rešitev. Seveda lahko se pa zgodi, da kakšna stvar enostavno ni mogoča. Včasih se v bistvu te naši 4 inženirji se povežejo z Zagrebom, včasih je pa potrebno tudi z samimi razvijalci iz Alpina se povezati. Če nič drugega je pomembno to, no se nam se zdi to pomembno, da če obstaja neka ideja nekega inženirja ali pa arhitekta, ki se mu zdi pomembna za njegovo delo in to program trenutno ne omogoča, da se sliši glas iz Slovenije. Ne. Zdaj to pa nas zanima. Ne. Fajn bi bilo, če bi pri naslednji nadgradnji dodali to opcijo, recimo. Ne. Tako da res skrbimo, da smo čim bolj ažurni, čim bolj aktualni in da pride tudi naš glas gor. Jaz sem imel mikrofon po pomoti na mute, pa mi je v bistvu Matevž pokradel vsa vprašanja. Ampak
Nekaj bi sam tako, kot nek komentar dodal, ne? Če imate vi 4, ne, ki so neka podpora v projektivi, kako rečemo to, inženir v podpori ali nekaj takega, ne? A ti 4 se izključno s tem ukvarjajo ali imajo tudi drugo delo? Ne, oni imajo v bistvu vsak izmed njih je aktiven na svojem področju. Želje je, recimo te v Zagrebu so izključno na tem, se pravi, izključno se s tem ukvarjajo. Medtem ko tukaj pri nas ne, zaenkrat. Želje je pa, da bi recimo vsaj 2 izmed teh 4 leta se samo s tem ukvarjali. To se meni zdi zelo ambiciozno in mislim super, ne? Mislim, da si tisti, ki pač želi podporo, sam želi nekoga, ki bi bil samo temu namenjen, ne? Ker drugače si mora pa čas deliti med več aktivnosti. Zdaj bi pa mogoče nekaj drugo vprašal, ko so se dogovarjala za tale podcast, da se potem z Matevžem srečala in mi je povedal, da tudi to, kar si že sam prej omenil, ne, da v bistvu sploh ne prihajaš iz inženirskega področja. To mi je res blazno zanimivo, ne, da se v bistvu človek čisto iz drugega spektra potem v enem takem inženirskem okolju giba. Pa bi mogoče vprašal, kako to, da se znajde umetnik v takem res hardcore inženirskem poslu? V bistvu je bilo tako, ne, 2 do 3 leta nazaj sem delal na enem osebnem projektu. Zdaj bom kar povedal, v bistvu naslov projekta je bilo brezmadežno spočetje. Tu sem v bistvu raziskoval to dogmo, v bistvu, bom kar prebral tekst, ki sem ga takrat napisal. In sicer interpretiral sem 2 utajitvi, ki sta močno pritegnili mojo pozornost. Prva utajitev je brezmadežno spočetje, kot ga poznamo iz Svetega pisma. Razum pravi, da brezmadežno spočetje ni mogoče, ampak ljudje še vedno verjamejo za vsak slučaj. To utajitev sem zamenjal za brezmadežno spočetje v bazenu. Na sproščen način sem želel interpretirati brezmadežno spočetje po Svetem pismu, tako da sem jo zamenjal za brezmadežno spočetje v bazenu. Pri raziskavi utajitve sem analiziral sveto in bazensko vodo, ter med analizo ugotovil, da sta obe vodi živi, polni bakterij. Med drugim sem v mojih vzorcih vode ugotovil zelo številčno prisotnost bakterije Pseudomonas, ki je pa v bistvu nevarna za življenje v večjih količinah. In potem je začela v bistvu ta bakterija sama po sebi zanimati. Sem se začel z njo v bistvu ukvarjati. V bistvu všeč mi je bila ta njena forma, oblika. Odločil sem se, da bi rad konkretno to bakterijo razstavil. Seveda, tiste idejne začetne faze so bile, bom naredil nek prototip iz žice in purpene, ker mi je bilo v bistvu všeč to upiranje lastni podobi, kjer je v bistvu ta purpena štrlela iz vseh strani. Kar se je zgodil moment, ko sem rekel, da bi pa to rad razstavil, ampak ne bom razstavil seveda purpeno, ampak bi to v bistvu naredil iz betona. In seveda, v mojih takratnih pogledih je bilo to 2 lopate betona in par žic železnih. In stvar rešena, in zadeva pač bo stala na svojem mestu. Zdaj pa, ker imam kar ogromno prijateljev, arhitektov, hodil od biroja do biroja, od prijatelja do prijatelja, in smo probali to prenesti, takrat meni ta neznan BIM okolje, zato da bi jaz videl sploh, o čem je govora. Ni šlo na začetku, potem pa pač pri Juretu sva, v bistvu kolega arhitekt je, pri njemu sem v bistvu se spoznal prvič z Allplanom, on me je potem povezal še za Nito, in v glavnem takrat sem gotovil, da ta moja predstava o tej moji bakteriji ni samo par lopat in 2 žice, ampak je kar malo več od tega. Seveda, ko smo v tem videli, ko mi je potegnil ven vse, kar sem jaz hotel videti in slišati, sem gotovo, da pač je ta projekt neizvedljiv, zato ker je to stroškovno prevelik zalogaj za mene takrat, pa tudi danes. Tako da v bistvu po neki strani mi je prav ta BIM omogočil, da takrat nisem bankrotiral, ker če bi v bistvu brez tega bi šel brez glava v to, v smislu tistih 2 lopat in par žic. Tako je bilo v bistvu, to je bil moj začetek, kako sem se v to ujel. Enkrat, ko sem se pa v to ujel, me je začelo pa zanimati. Me je začelo zanimati ta blazen, nisem rekel, da sem bil, kako bi rekel temu, recimo primerjam BIM
za arhitekta primerjen tako kot izum interneta za splošno populacijo. Se mi zdi, da brez tega ne moreš, oziroma da je to neko nujno orodje, ki ga potrebuješ. Ampak to me je toliko fasciniralo, prav te informacije, ki jih vsak element nosi, ta povezljivost med sabo, da sem me čisto prevzela. Pa so stvari sledile ena za drugo. Tako je bilo v bistvu. Jaz sem še vedno fasciniran na to zgodbo, da umetnik pride v BIM. Malo sem našel tvojo spletno stran, pa sem šel malo gledati, pa vidim po slikah, da imaš tudi tako praktične izkušnje iz gradbeništva, tako da očitno umetnost pa gradbeništvo ne grejo čist, ni to čist neki diametralno nasprotnega. No pa zdaj, ko se že recimo par let ta BIM gledaš tudi iz druge strani, a si kaj spremenil mnenje, a si še vedno fasciniran nad njim? Vsak dan bolj. Ampak imam pa v bistvu, me je to blazno fascinirano, res. Ampak vedno ga jemljem, vsako zadevo jemljem z enim zadržkom. In sicer ta moj zadržek je ta, da ja, super, tehnologija je napredovala, danes delati nek projekt brez BIM-a se mi zdi popolnoma nesmiselno, ampak se mi zdi pa ključnega pomena, da vsak arhitekt ne pozabi na to, da se pravi njegovo umetniško svobodo. Se pravi tisti trenutek, ko lahko on prosto riše oziroma ko v bistvu prosto ustvarja. Se pravi, da ni tistih ponavljajočih se vzorcev. Recimo, če dam primer tak čist banalen, plastičen, če vzamem nek poprečen biro v Sloveniji ali pa na svetu, ki uporablja neko BIM rešitev, kakršnakoli že to je. Ko gledam njihov projekt enostanovanjske hiše ali pa nekih poslovnih prostorov ali pa v končni fazi hleva, vidim, da se elementi ponavljajo. Se pravi, ja, na eni strani ti BIM omogoča, da si hitrejši, si bolj učinkovitejši in si cenejši, ampak ne smeš pa dovoliti, se mi zdi, iz mojega pogleda, ne smeš tista, ko priješ na faks, ko smo prišli vsi na faks, una iskra, una radovednost, una svoboda misli, ki jih imaš, preden so te jih fajn posekali, se mi zdi, da tega ne smeš pozabiti. Se pravi, BIM orodje je za mene samo kot pomočnik temu, kar si ti. Se pravi, da ti reši tiste stvari, ki so balast. Ampak ne smeš pa pozabiti, dajmo reči, na nek način sanjati oziroma ustvarjati. Ja, tole zdaj, kar si zadnje omenil, se meni zdi zelo, zelo pomembno. Zato, ker ravno zadnjič sem pač v nekem drugem krogu imel neko debato glede teh orodij za izboljšanje angleškega teksta, kaj takega. In je en sodelavec pač rekel, da v bistvu ful ožajo ta orodja ožajo besedni zaklad. In to se mi zdi, da je tudi nekaj, na kar je treba biti pri BIM-u pozoren, ker se ti čisto lahko zgodi, da ker je pač zelo lahko nekaj kopirati in tako naprej, da si pa zožaš ta, kako rečemo temu, polje možnih rešitev. Jaz moram reči, da več, ko slišim o tem, bolj sem fasciniran. Jaz sicer BIM ne gledam tako, gledam čisto tehnično na BIM. Pa bi v bistvu sam to bi te še vprašal, rekel si, da si sploh ne predstavljaš, zakaj bi kdo delal nek projekt brez BIM-a. A to misliš, da je pač res za vse vrste projektov, ali so mogoče tudi kakšne vrste projektov, ker pa vseeno lahko še kaj delamo brez BIM-a, oziroma ni smisel? Zanimivo vprašanje. Ja, pa ne. Mislim, ti seveda lahko vsak projekt delaš brez BIM-a, ne potrebuješ BIM. BIM je neko orodje, ki ti olajša življenje. Ampak po drugi strani si ne rečem vedno, zakaj pa ne bi uporabljal to orodje, ki mi olajša življenje. In ta čas, ki sem ga pač pridobil s tem, ko sem si olajšal življenje, posvetim tistim svojim izvirnim idejam. Na ta način se mi zdi, da pač v bistvu prispevaš ne samo sam sebi, ampak tudi družbi, se pravi okolici, v kateri živiš. Ker recimo, če gledam danes arhitekturo, te družinske hiše so kopija ene kopije, ki je spet kopija ene kopije. To so vse neke škatle, ki jaz jih ne vidim nobenega smisla v njih. Se pravi, brez duše, brez razmišljanja o tem, da v bistvu bo tam nekoč nek uporabnik, brez oziranja na okolje, v kamorkoli je ta zadeva umeščena,
ta trenutek, ko pa ti imaš to orodje in poskrbiš lahko res za tisto vizualizacijo, da si vzameš čas in premisliš, dobro premisliš, kako boš umestil zadevo v prostor in kaj boš to delal, se mi zdi tak velik plus, da bi rekel, da ja, da pač BIM nujno za vsako stvar. Toliko me je fascinirala ta tehnologija, da ni potem več samo na tem področju, da se to lahko veže še na druga področja, ki sploh nima veze z gradbeništvom oziroma arhitekturo. No, ampak če v bistvu mogoče se malo vrnem nazaj, ne, pa sem hotel dati komentar, da če se vidva zavedate, da zdaj v bistvu govorimo predvsem o modelu. Medtem ko je pač ok, vsi se strinjamo, pa mogoče se še celo Matej strinja s tem, da je BIM bolj proces kot pa samo model, ne? Ampak o tem, kar smo trenutno govorili, je bolj manj izražanje skozi model. Medtem ko je pač proces je nekaj drugega. To je ta dilema. Imaš na eni strani, ko se srečaš prvi dan z BIM-om, ga gledaš kot nek prehod iz 2D modela v 3D model. In pozabiš, da v bistvu ta 3D model ni samo 3D model, ni samo vizualizacija, ampak nosi sabo en kup enih informacij. Kako pa ti te informacije uporabiš oziroma kako ti pač koristijo, je pa spet odvisno od uporabnika. Večina se jih odloči in se vstavi pri tem vizualizaciji, se pravi pri tem modelu, in samih informacij ne uporablja. Se mi pa zdi tudi to ključno, da pač razmišljaš dlje. Se pravi, razmišljaš ne samo danes, ko delaš ta svoj idejni načrt oziroma dizajn, razmišljaš o sami gradnji in potem o življenju tega istega objekta. Se pravi, čez cel proces. Ja, no, ampak jaz sem mislim, da recimo Matko je v BIM-u vstopil prek modela, ni vedel v bistvu nič o procesu. Zdaj, za naprej se mi pa zdi tako za nek proces, da bo to, mislim, se vsi strinjamo, da največja prednost ali pa moč BIM-a je dejansko v tistem procesu zadje. Ne samo ti modeli so pač postranski produkt tega procesa. Ampak ravno tak prepad, kot je bil med 2D pa 3D oziroma med CAD-om pa BIM-om, je zdaj med BIM-om za načrtovanje pa BIM-om za izvedbo. Kje smo šele potem v tisti naslednji fazi BIM-om za vzdrževanje. Ker kdorkoli je kadarkoli doma gradil, če je tisti zidar, ki je prišel metati stene, kako je bil BIM pogledal, kako malto naj nameša, lahko, ne vem, zdaj samo dolžen pijačo. Tako da kar hočem reči je to, da zdaj se še vedno bojimo s tistim prehodom iz CAD-a v BIM, pa še vedno ta prehod ni 100%, celo rekel bi, da še 50% ni. Ko bomo pa to osvojili, bomo potem lahko šli iz BIM-a za načrtovanje do BIM-a za izvedbo. Tako da, Matej, jaz mislim, da še vedno bomo v tem procesu debatirali, pa to še kar nekaj časa. Ja, se strinjam. Ampak dajmo se mogoče malo vrniti nazaj na mogoče drugačen vidik samega razumevanja BIM-a, ki ga pač prinašaš. Koliko je drugače, v bistvu, omenil si, da imaš prijatelje arhitekte. Kako pa mogoče, če tako malo posplošiš skozi vaš pogovor, skozi tvoje razumevanje njihovega dela, kako pa oni nekako razumejo to zadevo ali bi sprejeli recimo to kritiko, ki si jim ti prej namenil, da so v bistvu stvari včasih recimo tipske, standardizirane, z ne preveč domišljije? Mislim, da to ni kritika, ampak da je to v bistvu kot neka vrste spodbuda. Ne rad kritiziram ljudi, ker se mi zdi, da vsak ima nek svoj atribut, ki ga krasi in ga je sposoben razviti. In se mi zdi kot v bistvu neka spodbuda, da se usedeš pa rečeš, stavi del. Mogoče se pa res ponavljam. Dajmo pogledati, recimo, dajmo pogledati projekte za 10 let nazaj. Kot je neka samorefleksija, kjer ti v bistvu ugotoviš, imam prav ali pa nimam prav. Mogoče nimam prav, mogoče se motim. Ampak fino se mi pa zdi, da vsak se usede pa razmisli. Zdaj, kar se tiče teh mojih prijateljev, arhitektov, večina njih
me razume. Ne? Zaradi tega, ker razumejo, kaj hočem povedati, so se tudi sami zaplezali v neko ponavljanje, kar se tudi jaz zaplezam v ponavljanje. In fino je, če te kdo kdaj malo frcne po ušesih vsake toliko, pa da te spomni, da se je treba mogoče premakniti malo naprej. Ker takrat se mi zdi, da ko obsediš v nekem ležernem stolu, ti je fajn, ti je fino. Ne? Zato je fino tudi včasih, če se malo presedeš na kakšno trdo klop, pa malo razmisliš. Ne? Recimo takrat, ko sem jaz prihajal s tem svojim projektom, so me gledali čudno nekateri. Ne? To je bilo vprašanje, kaj sploh hočem. Ne? Ampak jaz sem imel neko svojo predstavo, neko svojo idejo v glavi in v bistvu potreboval sem neko orodje, ki bi to spravilo skozi. To se mi zdi fino, da ne odnehaš. Ne? Se pravi, da imaš ti neko idejo, neko vizijo, nek pogled na neko zadevo in da ustrajaš, ne? In da ti je v bistvu to samo pomoč. Se opravičujem, če sem preslišal, ampak ne vem, a si povedal potem, kakšen je bil rezultat tega tvojega projekta? Mislim, a ste potem to v BIM-u zgradili, pa je bilo to predstavljeno v virtualnem okolju, ali kako je bilo potem to na koncu izvedeno? Ne, jaz imam narejeno v bistvu svoj projekt. Čaka nek čas, ko bojo finance to dopuščale, da bi pač to enkrat izvedel dejansko živo. Se pravi, samo skulpturo. Ne. Tako da je ostalo pri meni na skladišču v pričakovanju neke bodočnosti, nekoč. No, zato, ker sem vmes ves čas iskal, ker sem res si želel videti. Lahko vam pošljem purpeno iz ateljeja. Se v redu. No, drugo vprašanje... Ne, prosti Robi, a veš, to je, vidiš, da je čist na pol gradbenik on. Aha, Matko, ja, vem, veš zakaj, ne? No, zakaj, daj povej. Ne bo on tudi razumel. Ne, kaj ti povedi. Ja, to, da je v bistvu, kar veš, da hiša bolj ali manj purpena skrb drži, ne? No, sem vedel, pa sem teb dovolil. Sem te pustil, da to rečeš. Ja, da bojo meni zdaj poslušalci, če misli, da to ni res, v bistvu svobodno mi pošljite kakšen mail, ne? No, jaz bom sam to dodal, da moja hiša je Wienerberger profi sistem in to res neke vrste purpena skup drži. No, drugo vprašanje, ki sem pa imel za Matka, no, je pa to, ne, da zdaj skozi govorimo o arhitektih, ampak zdaj kot direktor te izpostave, ki drži pač ta cel diapazon teh rešitev Allplana, ne, ki ima rešitev pač za vse udeležence v gradbenem procesu. Me pa zanima tako, če bi lahko po procentih rekel, iz katerih področji je največ zanimanja za to programsko opremo. A so to največ arhitekti, a mislim, gradbeniki vem, da imajo Allplan radi zaradi tistih zelo naprednih možnosti za armiranje, ne? Pa kako je s strojniki, pa kako je še s kom drugim, ki v takem procesu sodeluje. Ali so v bistvu vse stroke zastopane, ali so večinoma samo arhitekti pa gradbeniki? Velika večina so gradbeniki, absolutna večina, pa pridejo arhitekti. Problem pri arhitektih, kar trenutno vidim, je predvsem ta razdrobljenost teh nekoč večjih birojev v one-man bande, tako da v bistvu se s težavo odločajo za prehod na BIM. To so pa še strojniki. Strojniki so pa še manj zastopani, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni še pravi čas, da preidejo na BIM. Čeprav imajo že orodja, recimo AX 3000, ki jim to pač omogoča, ampak se mi zdi, da še ni napočil ta čas. Tako da ja, definitivno gradbeniki so v absolutni večini. To je zaenkrat to. Ko so pa, recimo, pač, so določena programska oprema, za katero se zanimajo poklici, ki je pač narejena izključno za gradbenike, se zanimajo poklici, ki nimajo popolnoma nobene veze z gradbeništvom, recimo odvetniške pisarne, kjer gre v bistvu prav, zanima jih ta komunikacija. Ne, se pravi, pač ima nek projekt, kakršenkoli že ta projekt je, ne vem, neka tožba, pogodba, ne vem, karkoli že.
in jih zanima v bistvu, kaj se s tem dogaja, kdo so, kakšne interakcije med udeleženci, kako se je to razvilo, kakšen je bil potem kasneje rezultat in tako naprej. Tako da v bistvu prihaja noter recimo stranke iz popolnoma, ko bi človek rekel, ko pokliče, se rečeš, ok, kaj bi pa vi rad, ne. Ampak ugotoviš, da pač ljudi zanima. Zanima BIM, ne samo pač v gradbeništvu, ampak pač na splošno. Zanima v bistvu ne BIM, ampak prav ta povezljivost stvari. No, to me kar preseneča, v bistvu, kaj si omenil. Ja, je tudi presenečen. V bistvu, ko sem se prvič s tem srečal, sem rekel, ok. Upam, da to ne pomeni, da gradbeniki, arhitekti, da se že tožijo med sabo, pa rabijo odvetnike, ki bojo to razmejili, kdo je kje. Tega ne daš. Par je v tem, da vedno je nekdo, ki pa pač gleda malo širše na stvari, ne, in ga pač več stvari zanima. Tako recimo tudi sam se spogledujem za to umetno inteligenco, pa se sprašujem, ne, če zdaj danes, tako kot sem prej rekel, pa ni bila mišljena kot kritika, pa pač kot neka povabilo k samorefleksiji. Če gledamo te družinske hiše, ki se delajo po Sloveniji, ki so te kocke, a pravzaprav res rabim zdaj še arhitekta. No, v bistvu se vprašaš, lahko v bistvu rabiš tudi, ne vem, gradbenika, ki bo zračunal to, v bistvu zaradi tega, ker bolj manj se bi dali to narediti tako, avtomatsko. Avtomatsko, ne. In se mi zdi, da pač tu je treba tudi da tudi pač in gradbeniki in arhitekti morajo biti pozorni, se pravi, na ta trenutek. Se pravi, da ne pridemo do tega. Jaz ravno zato sprašujem tudi, katere stroke se kaj zanimajo za programsko opremo, pa uporabljajo, ker bi si zelo želel, da bi prostorsko planiranje ali pa neka te vede okrog planiranja spet prišle do izraza, ker se mi zdi res, da te kocke ne sodijo povsod. Gledam tudi okrog sebe v tem primestnem okolju, pa same neke ravne strehe, pa brez napuščajo, pa tako naprej, to ne sodi nikamor. Ampak to je čisto ena druga debata. No. Debata, ampak tu bi mogoče prav se spomnil na Meta Hočevar, ne, govorijo o tej vizualni atrakciji, ne, ki je obratno sorazmerna z dolžino zrenja. Dalj, ko jo gledaš, manj atraktivna. V bistvu te samo silijo iz prostora noter, ven in ni vsebin, mislim, pač, ok, vsak oči imajo svojega mnenja. Ja, ampak vseeno, mislim, se mi zdi, da na tem področju bi se dal še marsikaj narediti. No, tole za te pravne pisarne, to tudi mene zelo preseneča, ampak zdaj sem vmes razmišljal, ne, tako, če mi že skozi govorimo o teh skupnih podatkovnih okoljih, pa tako naprej, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi ena taka pisarna to uporabljala, če smo čisto pošteni? Tako da sploh nisem pomislil, ampak mislim, dobra aplikacija. No. Tako, no, jaz bi v bistvu še nekaj druga sem hotel vprašati, ne, glede na to navezavo na to matično hrvaško podružnico. A je razen tega, no, da ti štirje, ki svetujejo, pač tudi vprašajo kaj dol, če kaj treba, ali pa če sami ne vejo, ali pa kaj takega. A je še kakšna druga oblika sodelovanja med tema podružnicama, ali se bo to čist ločilo potem s časom, pa bo v bistvu se vse vozili iz Slovenije? Sodelovanje bo ostalo zavedno, ker se mi zdi, da v bistvu na tak način je plus na obeh straneh, pa ne samo na tem tehnični pomoči, ampak na splošno za podjetja. Se bo pa Slovenija definitivno seveda pač tukaj je treba razumeti, pač je ta jezikovna bariera, se pravi med hrvaščino in slovenščino, ne. Tako da se bo na nek način Slovenija osamosvojila, ampak recimo temu fasadno osamosvojila, no, noter smo pa vsi eno. Ne. Fasada bo pač drugačna v slovenskem jeziku, ampak vse ostalo bo pa pač, je to pač Baldini grupacija, se pravi, deluje kot eno. No, saj to je tudi smiselno, ne, ampak tako me je zanimalo. Je pa verjetno vseeno drugače nek obraz v Sloveniji, kot če bi morali kontaktirati dol na Hrvaško. Ne vem, jaz se zdaj skozi sprašujem, ne, glede na to, da je ta trg v Sloveniji
tako po eni strani majhen, po drugi strani pa zdaj že kar zasičen, kot si samo ugotovil, zelo veliko teh majhnih birojev, ki v bistvu potem ne investirajo ali pa še ne investirajo, dokler ne bojo res prisiljeni v to. Ne. A te večja podjetja pa v bistvu so pokrita s to programsko opremo ali se tudi še dogajajo stvari? Se dogajajo stvari, čeprav so na nek način malo bolj ozaveščene. Zdaj predvidevam, da je to predvsem zaradi same teh cost benefitov. Se pravi, po eni strani imaš iz vidika pač nekega delodajalca, imaš možnost večje produkcije, nečesa, kar pač počneš. Ne? In po drugi strani v bistvu šparaš kasneje pri sami izvedbi in pri življenju samega objekta. Plus mogoče je ena taka odločilen vzgib, zakaj se odločajo te večje podjetja za BIM, je pa ta, da sodelujejo s tujino. Čim pa ti sodelujejo s tujino, recimo zelo moderno je v Sloveniji, da sodelujejo vsaj ta severni del, predvsem z Avstrijo in z Nemčijo. Takrat pač ni več vprašanje, ali boš ali ne boš, ampak moraš. Tako da se zaradi tega tudi lažje odločijo. A imamo še kaj za dodati? Razen, da ima še polno enih interesov, o katerih bi delali še lahko druge podcaste. Od potapljanja do fotografije, če se ne motim. Ne? No, to sem jaz hotel komentirati, da imata zelo veliko skupnega in je čudno, da se nista že prej poznala. No. Ja, sem se tudi vprašal. No, ampak obima je bilo to zadost. Mislim, da smo recimo malo izvali tudi arhitekte, da se oglasijo in povejo njihov pogled na to zgodbo, ne samo stališča uporabe orodja, ampak predvsem tega recimo malo samo refleksije pa v bistvu razumevanja, kaj ta orodja prinesejo k njihovemu delu, ne, in izraženju, recimo temu tako. Jaz bi zdaj, preden končamo, bi sam nekaj še vprašal. Jaz sem videl, v bistvu zdaj že parkrat, no, da Baldini studio, mislim, da hrvaški Baldini studio, organizira neke webinarje, ki ste jim rekli BIM Time. BIM Time, ja. To bi mogel jaz malo vprašati tam direktorja, če je to ok na eni BIM pogovoru, dobo idejo. Ampak to je v bistvu nekaj zelo podobno, kot so tile BIM pogovori, sam, da kolikor jaz razumem, je tudi video vključen. Ne? Ja, zdaj bo Matevž rekel, da on je to hotel že ne vem kdaj, pa sem jaz proti. Ampak kar hočem vprašati je tako, a je tudi so kakšni plani, da se bo to začelo v slovenščini dogajati, ali je to zaenkrat izključno za balkanski trg dol, za Hrvaško pa? Mi zdi, da se je pravkar zgodil en ta BIM Time. Sam ne videl. Plani so seveda, da se tudi v slovenščini, ampak trenutno razmišljamo še kako. Ampak nekoč bo v bližnji prihodnosti. No, vidiš, Matevž, konkurence. Lej, to mislim, da je vedno samo pozitivno. Se je hec. No, se vem, ampak hočem komentirati na splošno, da v bistvu več, ko se o tem govori, več ljudi bo o tem kaj vedel. Pa ne samo, kot rečeno, v bistvu iz teh krogov gradbenikov, arhitektov, strojnikov in tako naprej, ne, ampak tudi širša nekako javnost bi morala kaj več vedeti o tem. In ker na ta način se bodo stvari začele globalno premikati in pol pa res ne bo več vprašanje, ali nek projekt v BIM-u narediti ali ne. Čeprav lahko jasno nekdo drug spet to gleda, da je to pač neka tehnikalija, kaj me pa briga, kako v bistvu tista zgradba nastane. Ne? Ampak mislim, da bi morali se vsi nekako ukvarjati s tem grajenjem okoljem, pa biti majčkeno proaktivni v tej smeri. Zato, da ne hodimo samo okoli in si zatiskamo oči, gledamo čudne stvari in vidimo, kako se ne premika na gradbiščih in pol poslušamo še po poročilih, kako so se podaljšali roki, pa aneksi se piše in tako naprej. Tako da ja, no, konkurenca vedno dobra. V bistvu bom pa vsekakor, zdaj gledam na spletni strani je napovednik za vse tiste, ki bi radi to slišali, ampak žal ne vem, če bo ta oddaja že takrat izdana, ampak bomo pa prej polinkali.
15.2. je naslednji Beam Time ob 11. dopoldne, se pravi, to je v ponedeljek, če se ne zmotam. Tako da bomo nekam objavili tudi to, da bi ta informacija od Beam pogovora prišla. Enač, jaz bi se zahvalil za tele tak zelo zanimiv pa mačkan drugačen pogovor, kot smo ga sicer deležni na Beam pogovorih. Kratka, še enkrat hvala za tvoj čas in upam, da bo tvoj projekt nedokončan projekt, ki živi samo virtualno v nekem Beamu, enkrat tudi zagledal luč sveta. Ja, v bistvu moram narediti, kako se že temu reče, online zbiranje denarja na tej platformi. Crowdfunding. Ja, en crowdfunding narediš, ja, odlično. Dobra ideja. Zelo vpliv, da pa ne boš več skozi. Ampak, glede na to vse, kar zbirajo, može se le z nas zbirati. No, še enkrat hvala za pogovor, pa se slišimo kmalu spet, upam. Adijo. Ja. Adijo.